K uvodnemu nagovoru pa vabim sedaj guvernerja in magistra Boštjana Vaseta, kjer seveda centralna banka ima vsaj dve še več vlog pomembnih, kot za bančni sektor, finančni sistem, tako monetarno, kakor pa predvsem zdaj prihajajoč funkcijo sooblikovalca metodologij, ne samo nadzora, ampak metodologij upravljanja s tveganji na področju upeljevanja ESG elementov v presojo tega tveganja in obvladovanje ostalih tveganj, tržnih povezano v poslovanju bančnega sistema. Veseli smo, da ste z nami, spoštovani guvernerji, Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za povabilo na vaše srečanje in me izredno veseli, da vas lahko ponovno nagovorim na vašem najpomembnejšem dogodku, čeprav bi seveda precej raje videl, da bi to lahko naredil v živo. Ampak zdravstvene razmere so se žal ponovno tako poslabšale, da to ponovno ni mogoče. Velika negotovost glede nadaljnjega razvoja zdravstvenih razmer pa ne vpliva samo na naše srečanja, ampak na celotno slovensko, evropsko in tudi globalno gospodarsko sliko in seveda posledično na odločitve ekonomskih politik, tudi denarne, o kateri bom govoril v nadaljevanju. Slovensko in tudi celotno evropsko gospodarstvo sta v zadnjih četrtletjih vidno okrevala, to je dejstvo, to kažejo podatki. Slovenija tako že ujela predpandemsko raven BDP-ja, evrsko območje pa jo bo zelo kmalu. Tudi stopnja brezposelnosti se je ponovno znižala, celo do te mere, da podjetja zopet poročajo o pomanjkanju primerno usposobljene delovne sile. K tej pozitivni ekonomski gospodarski sliki so seveda ključno prispevale tudi ekonomske politike. Naj samo spomnim, fiskalna podpora za blažitev posledic pandemije je lani v Sloveniji znašala preko 5%, v letošnjem letu pa bo le nekoliko nižja na ravni okoli 4%. O podobno velikih svežnjih pa govorimo tudi o ostalih državah evrskega območja. Tudi na področju denarne politike, torej politike, ki je v naši pristojnosti, smo v preteklih letih upeljali praktično najbolj obsežne ukrepe, odkar delujemo v evrosistemu. In če omenim samo ključna, pa pandemični program nakupov vrednostnih papirjev je skupaj znašal 1850 milijard evrov, poceni dolgoročna posojila bankam, delta operacije pa so znašala kar 2200 milijard evrov. Oba ukrepa skupaj torej predstavljata res izjemen, skoraj 40% bruto domačega proizvoda evrskega območja. Vendar kljub temu negotovost ostaja velika, predvsem z vidika zdravstvenih razmer in potem posledično tudi glede makroekonomske slike. Namreč kljub dostopnosti cepiva so se zdravstvene razmere ponovno poslabšale oziroma se poslabšujejo, pandemija pa zopet pričenja uvirati gospodarsko aktivnost. Seveda pa je del negotovosti, ki spremlja trenutno okrevanje, povezan tudi z ekonomskimi politikami oziroma z normalizacijo naših politik, katere se bomo morali začeti vračati v mesecih, ki so pred nami. Hkrati se kažejo tudi nekateri drugi učinki pandemije in povezanega ukrepanja. Po več letih nizke inflacije je ta v evrskem območju oktobra presegla 4%, v Sloveniji je dosegla 3,5%, in naša pričakovanja so, da se bo pred iztekom leta inflacija tako v Sloveniji kot v celotnem evrskem območju še nekoliko povišala. Povišana zaenkrat sicer v pomembni meri ocenjujemo kot posledico dejavnikov, ki so prehodne narave, ki so v največji meri povezane z izbruhom krize oziroma z dogajanjem v začetku krize in sedaj posledičnim iztekanjem teh dogodkov, teh ukrepov. Naprimer, eden od pomembnih dejavnikov, za katerega vemo, da se bo izpel na prehodu v novo leto, so naprimer davčne spremembe, ki so bile sprejete v nekaterih velikih in zaradi tega pomembnih članicah evrskega območja. Če omenim samo enega, davčne spremembe v Nemčiji so inflacijo najprej znižale za 0,6%, trenutno pa 0,6% točke prispevajo k višji inflaciji in to vsega dejavnik, ki se bo v začetku prihodnjega leta izpel. Najverjetneje lahko podobno ocenimo tudi gibanja cen nafte na svetovnih trgih, ta se je v začetku krize močno znižala
v zadnjem letu pa se je trend obrnil, cene nafte so se praktično konstantno poviševale do pred nekaj tednov in to seveda pomembno prispevalo k inflaciji. Ko se bodo cene umirile, kar se v zadnjih tednih že kaže, lahko pričakujemo, da bo prišlo do umirjanja splošne ravni cen, torej splošne inflacije, tako pri nas kot v evrskem območju. In potem obstaja še tretji razlog, iz katerega v bistvu prav tako ocenjujemo, da je začasne narave, vendar pa bodo dejavniki inflacijo spodbujali vsaj še nekaj četrtletij. In tukaj imam v mislih predvsem zastoje v globalnih dobavnih verigah in povezane težave v logistiki. Torej, lahko so to dejavniki, ki bodo imeli dolgoročnejše vplive na rast cen, še posebej, če bodo za seboj potegnili krajšanje proizvodnih verig, kar pomeni selitev proizvodnje na bližje lokacije, ki so seveda tudi vidika cenovnega razmišljanja manj ugodne. Pospešitev inflacije torej ni nepričakovana, je pa res, da je v tem trenutku izrazitejša in hkrati dolgotrajnejša, kot smo pričakovali še na začetku cenovnega obrata. Vendar, ko gledamo naprej prihodnje gibanja za nekaj četrtletij, mogoče celo nekaj let, je seveda ključno, kaj se bo zgodilo na dveh področjih. Prvo pomembno področje so pričakovanja podjetij, finančnih trgov, tudi vašega sektora glede nadaljnjega gibanja inflacije, glede podjetniškega razmišljanja o tem, kako se bodo trenutno višje cene prenesle v njihovo plačno politiko. In drugo, sicer povezano področje pa je trg dela oziroma možnost prenosa višjih cen v plačne zahteve. In oboje, torej pričakovanja in plačne zahteve lahko privede do tega, da bo inflacija daljše obdobje vztrajala na nivojih nad 2%, kar je naš osrednji inflacijski cilj. Moje ključno sporočilo v tem je naslednje. Če bodo gibanja in korekcije nakazale, da bi lahko višja inflacija postala vztrajnejša, da bo torej na višjih nivojih vztrajala dalj kot pričakujemo trenutno, potem imamo mi v Banki Slovenije oziroma na ravni celotnega evrosistema, na ravni celotne ECB na voljo dovolj instrumentov, da lahko te inflacijske pritiske ustrezno naslovimo, da torej odreagiramo z našimi politikami in preprečimo trajnost inflacije. In prve odločitve na tem področju, torej prve odločitve denarne politike bomo sprejemali že v kratkem, sredi decembra, ko se bomo odločali o 3 skupinah dejavnikov. Na prvem mestu o izteku pandemičnih neto nakupov vrednostnih papirjev, to je naš program PEP, potem na drugem mestu o morebitnih spremembah glede rednega nakupa naših vrednostnih papirjev, torej program APP, in pa tudi o usodi dolgoročnih operacij financiranja bank, tako imenovanih TETRO operacijah. Potem bo seveda zelo pomembno pri teh odločitvah o nadaljnjih usodnih ukrepov, da bodo ti zasnovani tako, da nam bodo omogočali dovolj fleksibilnosti, če se bodo razmere odvijale drugače, kot trenutno predvidevamo v osrednjem scenariju. Torej, da imamo na eni strani dovolj manevrskega prostora v primeru nadaljnjega zaostrovanja pandemije in posledično gospodarskih razmer in na drugi strani tudi v primeru, da bodo inflacijski pritiski dolgotrajnejši, inflacija pa zaradi tega vztrajnejša od sedaj predvidene. Naj se na koncu na kratko dotaknem še bančnega sistema. Kot je bilo danes že večkrat omenjeno, slovenski bančni sistem kot celota in tudi njegovi posamezni deli, torej posamezne banke, ste v sedanji del krize preživele brez večjih pretresov. Vaši ključni kazalniki poslovanja so ostali stabilni, spremembe vaše aktivnosti pa niso pomembne odstopajo od tistih, ki beležimo v ostalih članicah evrskega območja. Vendar bo pričakovana normalizacija ekonomskih politik, o kateri sem pravkar govoril, pomenila tudi spremenjeno okolje za vaše poslovanje. Na eni strani glede financiranja, na drugi strani pa glede prevzemanja tveganj, ki, če smo odkriti, ki so bila v času znatno redigirana z ukrepi ekonomskih politik, torej fiskalne politike in pa denarne politike. V ospredje bo zato ponovno vstopil pomemben del vašega poslovanja, in sicer kreditiranje podjetij za njihovo redno poslovanje, kot tudi za zagon investicijskih ciklov. In tukaj se mi zdi še zlasti pomembno izpostaviti širše prioritete naše države, torej prehod v bolj trajnostno poslovanje in pa izboljšanje poslovanja v luči digitalizacije. In prav na tem področju vidimo v Banki Slovenije precej možnosti za nadaljnji razvoj slovenskega bančnega sistema, saj je dejstvo, da je poslovanje bank podjetjem, da to poslovanje ostaja precej pod povprečjem evrskega območja,
kar je tudi eden izmed ključnih razlogov, da je celoten obseg bančnega sistema v Sloveniji med najmanjšimi v celotnem evrskem območju. In seveda posledično tudi eden dejavnikov relativno skromnih dobičkov bank z poslovanja. V okviru ECB-ja namreč ugotavljamo, da je letošnje poslovanje bank na ravni evrskega območja sicer dobičkonosno in v poročilu o finančni stabilnosti, ki smo ga objavili minuli teden, povsem izpostavljamo, da so banke v evrskem območju med seboj precej različne glede tega, kako se generira ta dobiček. V eni skupini, oziroma prvo skupino bank z razmeroma visoko donosnostjo v letošnjem prvem polletju tvorijo tiste banke, katerih porast dobičkov izhaja pretežno iz primarnega poslovanja. V drugi skupini bank, preostale banke, ki pa sicer še vedno izkazujejo pozitivno donosnost, vendar nekoliko pod povprečjem, pa so tiste banke, ki so ustvarjale slabše rezultate iz poslovanja kot lani, kar pa so kompenzirale s sproščanjem rezervacij, oslabitev ter nekaterimi drugimi postavkami, ki ne izhajajo iz primarnega poslovanja bank. Tako da, če dovolite, naj zaključim z ugotovitvijo, da so prav to ključni izzivi bančnega sistema. In tem izzivom bo, potem ko se bo pandemija dokončno umirila, ko se bodo zaradi tega zmanjšala tveganja glede gospodarske aktivnosti in ko bo prišlo do normalizacije ekonomskih politik, da so to torej tisti izzivi, ki bo ponovno potrebno nameniti več pozornosti in s tem biti pripravljen na različne scenarije, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Guverner, lahko tudi odgovorimo na kakšne minute za vprašanja. Vkolikor so vabljeni udeleženci te možnosti, te vprašanja ali v zvezi z inflacijo ali katerimi sorodnimi povezanimi z ekonomskimi politikami. Zdaj ta čas, ko mogoče še čakamo na morebitno vprašanje, samo nekaj rekla izhodišč, tudi povezanih z našo nadaljnjo razpravo na konferenci. Normalizacija gospodarske aktivnosti za bančni sektor pravzaprav pomeni priložnost za normalizacijo razmer, ki so zdaj trenutno še specifične zaradi pandemije COVID, kar namreč pričakovali bi, da v normalizaciji razmer pomeni to večjo naklonjenost in več odločanja gospodarskega sektorja, gospodarskih družb k investiranju, ki se zdaj že nekaj časa zamika zaradi negotovosti, da je inflacija tudi vsaj do določene mere morala pozitivno ob seveda spremljajoči spremembi obrestnih mer oziroma monetarne politike vsaj v delu bančnega poslovanja vplivati glede na to izrazito presežno likvidnost in tudi stanje na segment nedonosnih terjatev v našem gospodarstvu v delu, ki mu je bančni sektor izpostavljen, je obvladljivo, enako pri prebivalcih. Tako da nas zanima vaše videnje teh navedenih elementov, ki vsi lahko pozitivno vplivajo na izpostavljenost tveganjem bančnega sistema, potem pa še drugo področje, ki pa je izjemno pomembno za to, da bi lahko bančni sistem bil konkurenčen znotraj Evropske unije in ostalih bančnih sistemov in tudi seveda doprinesel gospodarskemu razvoju z višjo lastno dodano vrednost in gospodarstvo je pa segment digitalizacije, kjer je bila izredno zaželena, že večkrat izpostavljena nujno po podpori Banke Slovenije, če tudi to ni neposredno naloga Banke Slovenije, vendarle je vidika nadzornika in tistega, ki skrbi za finančno stabilnost, podpora k zakonodajni spremembi, ta prehod na digitalizacijo, prehod bolj učinkovito izkoriščenje možnosti digitalnega poslovanja omogočila ne samo slovenskemu bančnemu sektorju, ampak tudi fintechom v Sloveniji in zavarovalniškemu sektorju. In tretje vprašanje, ki se ga seveda ne moramo nikakor izogniti, ponovno vprašanje povezano z našo oceno stanja
na trgu dela in povezanimi tveganji z sproščanjem financiranja prebivalstva v bližnji prihodnosti, upajmo, ker razmere so med najbolj optimističnimi med državami EU in jasno seveda vedno izpostavljeni tudi nekim tveganjem, ampak nekako ti tri sklopi izhodišč lahko potem nam pripomorejo k nadaljnji razpravi še. Kot sem omenil že v svojih uvodnih besedah, trenutno stanje slovenskega celotnega gospodarstva je relativno ugodno, če se pogledamo z ostalimi članicami evropskega območja, kjer se prav tako izboljšuje, tako glede realnega sektorja, torej rasti trga dela, kot tudi glede finančnega sektorja. Seveda je tukaj, ne smemo pozabiti, da je en del tega ugodnega stanja tudi posledica obsežnega ukrepanja. Fiskalna politika je presegla področje, temu da ukrepanje evrosistema, seveda je bilo precejšnje, zgodovinsko najvišje, pa je sedaj ključni izziv, ko se bodo gospodarske razmere normalizirale, ugotoviti, kako gospodarstvo konsolirati, poslovati brez tako obsežnih ukrepov ekonomske politike. Dejstvo je, da se dvigujemo točki, ko bo prišlo do normalizacije tako denarne politike, kot tudi nadaljnjih sprememb na področju fiskalne politike. Tukaj z vidika slovenskega bančnega sistema bo seveda ključno, kako bo potekal ta prehod, torej od obsežne pomoči ekonomskih politik k temu, da bodo banke zopet prevzemale večjo vlogo pri kreditiranju podjetij, pri zagotovi njihovih investicijskih projektov in s tem prevzemale tveganja, ki so bila v zadnjem času v precejšnji meri zavarovana z obsežnimi ukrepi ekonomskih politik. Hvala lepa. Zdaj upajmo na napovedi evropskih mednarodnih internacionalnih institucij, vključno banke, so zmerno optimistične na nek način gospodarskega okrevanja, tako da računamo, da bodo bančni sektor in pa gospodarstvo kot celota veliko priložnosti, o katerih potem razprava teče tudi v nadaljevanju. Hvala lepa vam, spoštovani guverner, za vaš čas.